Smo že nazaj, ja, takole malce si pojem o čudežih, namreč zdaj bomo predstavljali knjigo o čudežih. Čas je za rubriko, ki jo pripravljamo vsako sredo z založbo Kiaro, vedno predstavimo kakšno knjigo, oziroma včasih predstavimo kakšno knjigo, pa potem naslednji teden pride avtor v goste. In tako je tudi danes, predstavljamo knjigo Mali in veliki čudeži Nine Kajzer, naslednji teden pa bo Nina Kajzer prišla k nam v goste, da nam še pove več o knjigi. Ta čas pa imate vi čas, da si v bistvu knjigo tudi preberete, lahko si jo naročite, vsi podatki za naročanje se tudi vrtijo v pasici. Ali pa jo seveda si izposodite v knjižnici, jo preberete in potem boste tudi lažje sledili intervjuju z Nino Kajzer, morda pa nam na info@tvlj.si lahko celo kakšno vprašanje za njo pošljete, če vas kaj zanima, in seveda bomo to povprašali Nino. Več o knjigi. Podnaslov te knjige Mali in veliki čudeži je o verjetnosti neverjetnega in o dehtenju nenavadnih izkušenj. V njej pa avtorica opisuje, kakšni mali in veliki čudeži so se dogajali tudi njej, in nam pove, da v bistvu čudeži so nekaj, kar se lahko zgodi prav vsakemu. In to je res, ne. Če res začnemo opazovati življenje z nekega bolj radovednega, iskrivega, iz neke bolj radovedne, iskrive perspektive, lahko opazimo tudi kakšne čudeže v naših življenjih. Drugače je pa Nina Kajzer s svojimi čudeži trdno zasidrana v realnosti in v realnem svetu. Zadnjih 30 let doma in po svetu uspešno niza raznolike podjetniške in zasebne izkušnje, široko paleto vedenja pa vedno raje, ne, to je povzeto prosto po Rumiju, zamenjuje za čudenje. Nanizala je blizu 20 zgodb o malih in velikih čudežih. Je pa knjiga nastajala od začetka lanskih spremenjenih razmer s korono, ne. V bistvu so bili tile korona časi za marsikoga idealen čas, da je nastala kakšna knjiga, ne. Veliko knjig je nastalo, je bilo napisanih v teh časih. Tukaj na ekranu pa zdaj lahko vidite tudi na spletni strani Kiare, kjer lahko knjigo naročite in kako vse skupaj izgleda. Eno knjigo imam seveda tudi jaz v roki. Bo pa, na koncu tega bloka bom povedala nagradno igro, kajti ta knjiga bo odšla v roke enemu srečnežu, ki bo pravilno odgovoril na nagradno vprašanje in bil seveda potem tudi izžreban. Je pa to knjiga, ki je izjemno estetska, ne, tudi že preden jo preberemo, ampak jo samo primemo v roke, pa morda malce prelistamo, je zelo zanimiva in lepa, ima tudi nekaj ilustracij notri. Ilustracije je prispeval Alex Zupan Arsov, mlad ilustrator, ne, letnik 2003 je, tako da je zelo mlad. Prvo knjigo je pa ilustriral že leta 2014, tako da vsaka čast. Sicer je bolj znan po kakšnih stripih, je stripar, in njegove v bistvu ilustracije so takšne, kako bi rekla, pretanjene, delikatne, nevpadljive, ampak pomenske in ravno na pravih mestih, da na primer, ne, tole so njegovi škratki, da res lepo dopolnjujejo knjigo, vse ilustracije so pa tudi črno-bele. Je pa knjiga meni osebno, ne, všeč tudi zato, ker ima ta fin papir, ki potem tudi zelo diši. Ja, jaz sem ena izmed teh ljudi, ki najprej knjigo povohajo, ki jo dobijo v roko. Nekaterim se to zdi čudno, meni se to zdi super. Drugače pa knjiga raziskuje, ne, zavest in čudeže, pri čemer so avtorici izhodiščna točka lastne izkušnje, ne, lastni čudeži in zanimive, nenavadne izkušnje, ki jih je doživela, ne pa zgolj neko teoretiziranje. Je pa notri tudi nekaj poglavij z zelo nazornimi in uporabnimi informacijami iz sveta energij, ne, kako si pomagati, če imamo zdravstvene težave, kakšna je primerna, kako pomembna je prehrana, kakšna je primerna prehrana, kako hendlati različna čustvena stanja in podobno. Je pa namen knjige spodbuditi nastanek boljših okoliščin zase in za vse. Notri so tudi navodila za širjenje zavesti, s temi navodili, ne, ko si razširimo zavest, potem seveda lahko pride v naše življenje tudi več velikih in malih čudežev. Postreže pa seveda tudi z raznimi citati in z razmišljanji drugih
avtorjev. Jezik je dostopen, knjiga je napisana na tak jasen način, razumljiva bo vsakomur, ki ga te teme zanimajo. In pokaže nam tudi, da se dovzetnost za čudeže da natrenirati. Vas bom pa zdajle, tako kot je običajno, ker sem ugotovila, da je to dober način, malce popeljala skozi knjigo. Najprej tako, da preberem uvod, da dobite občutek za to knjigo in kam knjiga pelje. Uvod. To je knjiga o verjetnosti neverjetnega in o dehtenju nenavadnih izkušenj. Vseeno je, ali ste skeptik ali pa že verjamete v čudeže. Prosim vas, da pristopite z odprtim umom. Mogočno in ponižno hkrati vam predstavljam svoje intimne zgodbe in vas želim spodbuditi, da pobrskate tudi med svojimi. Jih ozavestite in jih ponudite v slasten razmislek tudi ostalim radovednežem. V obdobju, v katerem pišem knjigo, se z raziskovanjem zavesti ukvarjajo mnogi strokovnjaki, zdravniki, znanstveniki, filozofi, pisatelji, kvantni fiziki, ezoteriki in mistiki ter tako naprej. Jasno je le, da pojem zavesti nima enotno sprejete definicije, niti ne vemo natančno, ali se nahaja v nas ali zunaj nas. Enotni smo si le, da zavest je. Precej brani pisatelj Yuval Harari v svoji knjigi Homo Deus, kratka zgodovina prihodnosti, v poglavju o morju zavesti pravi, da so številne predmoderne kulture verjele v obstoj višjih stanj zavesti, ki jih ljudje po njegovem dosežejo z meditacijo, s psihoaktivnimi snovmi ali z obredi. Namen knjige v vaših rokah, mojih rokah, je med drugim pokazati, da je nabor načinov doseganja višjih ravni zavesti mnogo širši, a vendarle že on čudovito piše, citat: Šamani, menihi in asketi so načrtno raziskovali skrivnosti pokrajine duha ter se od tam vračali z osupljivimi zgodbami. Pripovedovali so o neznanih stanjih najvišjega spokoja, izjemne ostrine uma in neprimerljive občutljivosti. Pripovedovali so o umu, ki se razširi v neskončnost ali razblini v nič. Konec citata. Medtem ko so še nedavno višje stanje zavesti raziskovali na Zahodu le redki, kajti hitro so veljali za neprizemljene, pa se potovanje po dušnih prostranstvih ves čas izvajajo med menihi, šamani v Južni Ameriki, zlasti v Peruju, ter v Sibiriji in seveda v Indiji. Med zahodnjaki, predvsem tistimi osvobojenimi materialnih skrbi in vsakodnevne naglice, pa je v zadnjem času iskanje višjih ravni zavesti naravnost nuja, nek notranji vzgib. Vse kaže, da gre resnično za dobo prebujanja. Dokazov je polno. To dokazujejo tako iskalci v Arizoni, ki velja za področje z odličnimi vorteksi, kot številna literatura in zanimanje za številne organizirane delavnice s področja vodenih meditacij in drugih načinov samospoznavanja in samozdravljenja. Indijski mistik Sadhguru, ki ga bom večkrat omenila, pravi, da je v času hitrega razvoja tehnologije nujno, da ljudje naglo dvigamo zavest, kajti visoko razvita tehnologija brez visoko razvite zavesti ni najboljša kombinacija. Z razvojem tehnologije nastajajo tehnološki velikani. Citat: Če bi bili mravlje, njihovi koraki ne bi bili tako zelo pomembni. Tako pa vsak korak velikana je lahko usoden. Zato je dviganje ravni zavesti pomembnejše kot kadarkoli prej. Konec citata. Za človeka je dobro, malce sem preskočila, da biva v sozvočju z naravo in z univerzumom, tako psihično kot fizično. Vse bolezni izvirajo iz trenja, ki ga povzroči inkongruenca, to je neskladnost telesa z okoljem in tako tudi z vesoljem. Radi se čudimo in občudujemo tehnologijo. Želim si, da bi se enako čudili naravi. Pripetljaji in pojavi, ki jih opisujem, so naravni. Vse, k čemur stremimo, smo že imeli. Čas je za obuditev in ozaveščanje. Najbolj tehten povod za razvijanje zavesti je boljše zdravje. Duhovnost, radost, zdravje in naravni načini zdravljenja hodijo z roko v roki. S to knjigo prispevam delček k zavedanju, da so vse moči že v nas samih. K zavedanju, ki nam je bilo odvzeto. Zaradi velikega pomena dvigovanja zavesti za ves planet je pomembno, da širimo, vadimo in ozaveščamo izvenčutne zaznave. Zbrane zgodbe so namenjene spodbujanju prav tega.
Morda se boste v branju spomnili kakega svojega nenavadnega pripetljaja, kakšne svoje skrivnosti, zaradi katere se v vas poraja občutek, da ne pripadate povsem okolju, v katerem bivate. In morda vas bo branje teh zgodb v tem primeru potolažilo, da je vaš notranji svet povsem normalen in da mnogi doživljamo podobno. Morda pa bo branje le zabavno razvedrilo, razgibanje duha. Kakorkoli, želim vam prijetno branje. To je uvodno sporočilo avtorice Nine Kajzer. Napisala ga je decembra 2020 in potem še vso tole knjigo. Tako ste dobili zdaj malce občutek, vas je avtorica takole z uvodom popeljala v samo knjigo. Če pa res imate kakšne izkušnje, o katerih avtorica govori, lahko jih pa mogoče z nami podelite na info@tvlj.si e-mailu ali pa kar javno na Facebooku pa nas označite. Bomo posredovali to potem avtorici naprej. Sprehodimo se malce skozi poglavja, da vidimo, katere vse imena poglavij nam dajo nekaj občutka za to, katere vse čudežne izkušnje je že imela avtorica. Prvo poglavje ima eni najljubši naslov, ker imam rada pravljična bitja, škratje. Prvo poglavje je škratje in v njem avtorica opisuje, kako je že v vrtcu srečala škratke. Potem je drugo poglavje, izventelesna izkušnja, prav tako še ni dopolnila 6 let, ko je že imela svojo prvo izventelesno izkušnjo in to opisuje zelo zanimivo. Potem astralna projekcija, ded Obrat, to je njen dedek, ki je imel nekaj čudežnih potez. Potem poglavje prekognicija ali ko nekaj vemo, preden se zgodi. Tudi zelo zanimivo poglavje opisuje, kako je enkrat videla prometno nesrečo, še preden se je zgodila, potem pa se je čez nekaj trenutkov dejansko zgodila in opisuje še nekatere druge primere, tako svoje kot od drugih ljudi, ko so ali v sanjah ali pa tako kar v budnem stanju doživeli kaj takšnega. Potem telepatija in telekineza, jopica ali kako najti ukraden avto, riki in hologramsko vesolje, muc marši ali kako si želeti, materializacija in frekvenca ljubezni, nezemeljski jezik, ali lahko vplivamo na vreme. Anja in Tesla metamorfoza, v bistvu Tesla metamorfoza je ena tehnika, ki jo tudi avtorica uporablja. Merkaba, po seminarju Tesla metamorfoze zdravljenja. Potem homo luminus ali razsvetljeni človek. Zakaj nas privlači ljudje z višjo stopnjo zavedanja, je tudi naslov poglavja, kjer opisuje, da so v bistvu ljudje z višjo stopnjo zavedanja zelo povezani z naravo, imajo izvrstno logiko, zdrav duh v zdravem telesu in na splošno so zaradi teh lastnosti zelo privlačni. Kako si širimo zavest, lasje kot antene ali sprejemanje informacij iz univerzuma. Vmes sem spustila nekaj poglavij, 4 ravni zavesti po dr. Davidu Hawkinsu, 20 znakov, da že delujete na višji stopnji zavesti. Qigong ali žetev energije, Qigong je tudi ena, pravijo temu tudi stoječa meditacija, tako gibanje iz vzhoda prihaja ta tehnika. Energija telesa, ognjena kopel telesa ali body fire wash, ognjena kopel prostora ali home fire wash, pomen barv za zdravje in določanje osebne barvne karte, dostopanje do akaše in akaški tarot, Yi Jing, največji čudež in potem 2 dodatka, zelo pomembna dodatka. Prvi dodatek je hrana mi pripoveduje in drugi dodatek, kako si pozdraviti ščitnico na naraven način. Za vse tiste, ki imate morda težave s ščitnico, hrana mi pripoveduje pa prav za vse, kajti prehranjujemo se prav vsi. Potem zaključek, nekaj o sebi, še zahvale in kaj so drugi zapisali v knjigi Mali in veliki čudeži, pa na koncu še center čudovitih nevidnih energij. Morda eno mnenje Mojce Fatur, igralke, še preberem. Nina Kajzer je napisala izjemno knjigo. Res, knjiga, ki jo prebereš na dušek, a se nato k njej vračaš znova in znova. Prav zaradi občutka, da z njo v roki varneje stopaš svojemu bistvu naproti. Lepo se je izrazila in lepo se izraža tudi celotna knjiga, tako da jo vsekakor priporočam v branje.
Kot sem pa že na začetku povedala, nekomu bo ta knjiga šla v roke, nekdo bo doživel ta čudež, da mu bo ta knjiga podarjena, in sicer ta nekdo bo moral pravilno odgovoriti na nagradno vprašanje, ki ga bom zdaj zastavila, in ki bo seveda objavljeno na Facebooku, da lahko spodaj komentirate, potem pa bomo nekoga izžrebali. Najprej je bila moja ideja, da bi zastavila vprašanje, kako se imenujeta dva dodatka te knjige, ampak sem si premislila, zato ker imam svoje najljubše poglavje, svoj najljubši naslov in bom zato takšno nagradno vprašanje zastavila. Torej, nagradno vprašanje se glasi, kako se imenuje prvo poglavje knjige Mali in veliki čudeži. Najprej uvod, potem pa prvo poglavje. Povedala sem, tako da če ste pozorno poslušali, boste vedeli, če ne, si lahko pa za nazaj pogledate na YouTubu, pa poslušate, katero je prvo poglavje. Kako se imenuje prvo poglavje knjige Mali in veliki čudeži? Za ena luštna bitjeca gre. Tako, hvala vam za vašo pozornost in seveda tole knjigo v roke preberite jo do naslednjega tedna, ko govorimo z avtorico. Mi bomo zdaj zaplavali v oglase, po oglasih pa bo Pija z nami delila več o Strossmayerjevi ulici. Se gledamo!